učenci me vprašajo, glede Balkana, ne, to zdaj vi poslušate. Očitno, vi ful ne marate Balkan, zakaj ga ne marate? Stop! Predlagam, da gremo od začetka. Najprej priprave na snemanje podcasta in kaj to sploh je. Podcast je zvočna ali video vsebina, ki jo je mogoče v obliki datoteke spleta prenesti na računalnik ali na drugo prenosno napravo, običajno na telefon. Sam ploskam pred kamerami. Akcija. Krožku, ki se je konec lanskega leta na osnovni šoli Vižmarje Brod začel kot dejavnost za nadarjene učence, se pridružuje čedalje več učencev, ki intervjuvajo učitelje šole. Nama je Mary rekla, če si lahko izbereva pač plaža in so si pol... Ja, za promocijo v bistvu koncerta. In v bistvu to zanimalo malo njem. In pa so sestavljali vprašanja, ki so jih potem tudi vprašali na podcastu. Med snemanjem opazujem, če se vse normalno snema, pa da se kaj ne ugasne ali pa kaj. In ker so mladi zdaj tudi ustvarjalci medijev na nek način, se mi zdi, da je fajn, če se naučijo biti odgovorni pri tem početju. Če bi lahko vi kakorkoli prilagodili te naše teste za glasbo, kako bi jih prilagodili? V bistvu, prvo sem jaz za to, da pri glasbi sploh ne bi smeli biti ocen. To mi je bilo zelo pozitivno. Ena možnost, da tudi učitelji pokažemo, da smo krvavi pod kožo, da imamo tudi svoje hobije, tudi svoje privatno življenje. V bistvu to jemljem kot ena možnost, da se jim lahko približaš. A so bili kakšni taki smešne accident zgodbice iz naše šole? Okej, ja so bile, glede mojega poročnega videa. Pa tako, imamo pozitivne pa negativne komentare. Negativni so ponavadi od naše generacije, pozitivni so pa pač od starejših ljudi, od učiteljev, pa od drugih. Upam, da bojo uživali gledalci. Ja, upamo. Pa upamo še za tretji part, ne? Ja, z veseljem. To mene resno. Ja, lepo se vejte.